Lepo pozdravljeni, cenjeni gledalke in gledalci. V današnjo oddajo Pokličite župana smo povabili gospoda Ivana Molana, župana občine Brežice. Lepo pozdravljeni, gospod župan. Lep pozdrav seveda tudi vam in vsem vašim gledalkam in gledalcem. Ker imava za danes kar precej vprašanj, bova takoj začela, pa ne na ostro, tako kot je v državi zadnje čase običajno. Gospod župan, mesec oktober je mesec praznovanja, če sva bolj tako na široko, v vaši občini. Po čem bo ta oktober, to praznovanje značilno? No, jaz moram reči, da mi v občini Brežice imamo že kar nekaj let tradicionalno, da mesec oktober praznujemo. Seveda, občinski praznik je 28. oktobra, predvečer tega imamo vedno slavnostno sejo. Imamo pa že kar nekaj let prakso, da se v ta praznovanje vključijo naše društva, naše krajevne skupnosti, tudi podjetniki, ki želijo sodelovati. In seveda tudi letos moram reči, da smo izredno zadovoljni. Preko 60 prireditev se bo zvrstilo v tem mesecu v organizaciji večinoma prostovoljnih društev ali drugih. Mislim, da prav, da jih tiste najbolj mogoče odmevne. Seveda občina že kar nekaj let ima vedno pohod po poteh Brežiške čete, to je 27. En dan preden bomo imeli praznik 28. in to je seveda tudi ta prireditev, ki je že 36. tič. Potem seveda slavnostna seja, to je vedno en večer pred praznikom, na katerem potem podelimo tudi nagrade in pa priznanje. V letošnjem letu seveda moram reči, da imamo tudi 10. obletnico sodelovanja z mesto Dobrani v Češki in bojo tudi letos prišli njihovi v Brežice, predvsem na obisk v glasbeno šolo. Bomo naredili tudi skupni koncert. Jaz verjamem, da bo tudi v Viteški dvorani kar obiska, to bo 26.10. večer. Tako da tudi na tak način želimo ta naš praznik narediti še malo širše. Potem je že kar nekaj let tudi srečanje oziroma invalidov v občini Brežice. To je prireditev, ki jo vsako leto ob tem prazniku naredimo. Drugo leto zapored imamo tudi predvsem podjetniško, obrtni in pa kmetijski sejem. Letos bo drugič v naši novi športni dvorani. Jaz verjamem, da bo izjemno zanimiv, kajti zelo veliko razstavljavcev se je prijavilo, preko 100. Poleg tega je pa ta 3-dnevna prireditev, ki se v petek začne, do nedelje popestrena z raznimi drugimi dogodki, precej bo nastopajočih. Moram reči, da bo tudi to brezplačno in to je tudi neka priložnost na nek način seveda, da se spoznamo s podjetnikom pa tudi, da dobijo predvsem ti manjši možnost brezplačne promocije na tem sejmu in seveda jaz vse obiskovalce vabim, da pridejo, da si pogledajo, da se poveselijo in seveda, da verjamem tudi naredijo kaj poslovnega. Za nekdaj je bilo značilno, da so ob občinskih praznovanjih z godbami rezali trakove, odpirali investicije. Ampak glede na čas, ki je, verjamem, da pri vas kaj veliko rezan ravno na ta dan ne bo. Pa poglejva skozi leto. Na kaj ste ponosni v letošnjem letu, kam ste vlagali, katere so tiste nosilne investicije, ki so bile, so in bodo v teku? Ja, res je. V preteklosti so se kar precej vrstile ob tem mesecu otvoritve, vendar mislim, da mi smo že kar prekinili nekaj let za to tradicijo. Pri nam se prireditve ob investicije vrstijo skozi celo leto. Konec koncem pa glede na zadnji ciklus, vsaj 5-6 let izreden investicij, moram reči, da v zadnjih 6 letih smo v občini Brežice imeli 70 milijonov investicij, od tega je bilo približno skoraj 30 milijonov evropskega in pa državnega denarja, bi bilo teh prireditev celo na nek način preveč. Seveda, moram pa reči, da smo ponosni tudi na dogodke med enim in drugim praznikom. Tudi v letošnjem letu je bilo
od prejšnjega oktobra do tega oktobra res izjemne investicije. Sigurno to je športna dvorana, na katero smo v Brežicah čakali 40 let, 6,5 milijonski projekt in januarja smo imeli tudi seveda takrat otvoritev. Otvoritev ni bila klasična, tako kot prejšnjih letah, ampak je bila otvoritev namenjena predvsem tem uporabnikom in je bil res en izjemen koncert, na katerem so se predstavili tudi športniki in podobno. Prav tako seveda je bil pomemben projekt, ki je bil v tem času tudi narejen, to je bil podvoz Dobova, 7,5 milijonska investicija, od tega seveda je država bila večji del, vendar tudi ta podvoz je pomemben zaradi tega, kajti v Dobovi so ga načrtovali od 60. leta naprej, nikoli ni bilo dovolj denarja, da bi prišel, vemo pa, da je tam zelo problematično prehodi prek železniške proge, kajti tam je seveda tudi mejni prehod in vse lokomotive se menjajo in včasih na tistih najhujših časih je bilo tudi zaprt ta prehod po 15 ur na dan zaradi čakanja, tako da to je bilo res izjemno potrebno. Poleg tega pa moram reči, da smo v letošnjem letu kljub tem, da ni najbolj ugodno, še vedno imeli 9 milijonov drugih investicij, manjših od vodovodov, cest, čeprav moram reči, da v občini Brežice vsaj v zadnjih letih so manjše investicije tudi že tiste, ki so izpod milijona, tako da je bilo kar tega precej narejenega in lahko rečem, da smo kar zadovoljni. Sploh lansko leto smo zaključili z največjim rekordom investicij v občini Brežice, to je bilo 12 milijonov 800, v letošnjem letu bo pa tudi številka blizu med 9 in 10 milijonov, tako da še vedno kljub temu moram reči, da lahko smo zadovoljni, kar se tiče investicijskega ciklusa. Seveda tudi v prihodnosti imamo načrte, čeprav bo pa seveda težko pričakovati več tako obširen investicijski cikl. V letošnjem letu moram reči še to, da poudarim, da je bilo zelo zaznamovano tudi grad, ki smo ga obnovili, predvsem Viteško dvorano, in pa prav, da še povem, tudi človeški viri so zelo pomembni. Vsako leto nas razveselijo razna društva na velikih tekmovanjih, ali to pevski zbori, svoje letos pa ponovno Primož Kozmus za srebrno olimpijsko medaljo in jaz mislim, da tudi ljudje so se mu posvetili predvsem na njegovem sprejemu. Ko so ravno pri teh obnovitvah, gospod župan, zanima me, veliko truda pa verjetno tudi sredstev ste vlagali v obnovitev starega mestnega jedra. Kako je s tem jedrom? Kako ste zadovoljni? Kako so zadovoljni občani in tisti, ki vas v Brežicah obiščejo? No, kar se tiče starega mestnega jedra, to je sigurno bil eden težjih projektov. Praktično smo ga začeli z svojim mandatom 2005, začel in je trajal skoraj 3 leta, da smo prišli do obnovitve. Seveda, kar se tiče infrastrukturnega, jaz moram reči, da sigurno je to bil veliko zalogaj in tudi mislim, da relativno uspešno smo ga naredili, čeprav seveda vedno bi si kdo želel še več. Meni je pomembno, da to staro mestno jedro ni popolnoma zamrlo, čeprav vemo, da so v Sloveniji povsod težave z mestnim jedrom in tudi pri nam seveda bi si želeli še bistveno večjega obiska, vendar ključno je, da so ostale te inštitucije noter. Pomembno je, da se tudi odpirajo novi lokali noter in pa seveda tudi druge dejavnosti. In jaz mislim, da je mestno jedro sigurno en ponos občine Brežice in mi še imamo neke načrte, da bi še bolj spodbujali, da bi še bolj bilo živahno. V letošnjem letu smo ponovno obnovili tudi mestno hišo, ki bo v decembru končana v mestnem jedru, ki bo tudi neki protokolarni objekt in pa možnost bo v njem tudi se pozanimati o celem Posavju, kajti tam je projekt Evropskih vrata turizma. Tudi fakulteta je letos zaživela v mestnem jedru, kar pomeni, da je zdaj vpisanih noter 80 študentov, spet neko novo življenje v samem mestnem jedru, gimnazija je blizu. Tako da to je tudi pomenilo, da so te inštitucije ostale blizu starega mestnega jedra in prav zaradi tega ni mestno jedro popolnoma zamrlo, ko marsikje v Sloveniji. Torej, vaše mestno jedro, lahko temu rečeva, je dobilo svoje mesto v samem mestu Brežice in pri ljudeh. Definitivno to je dobilo, s tem, da tudi v mestnem jedru prirejamo glavne prireditve ob sprejemu, potem Brežice moje mesto in podobno. In glede na to, da na letos na Brežice moje mesto prišlo praktično tam 15,000 ljudi skoraj, pomeni, da vseeno to mestno jedro tudi Brežičani in tudi širše Posavci čutijo kot nekaj zanimivega.
Pa se vrniva spet nazaj malce k vašemu praznovanju. Ob takih praznovanjih, torej v občinskem prazniku, je običajno imeti, pripraviti slavnostno sejo občinskega sveta in na tej seji se seveda odločate, kdo in kaj bo nagrajen za svoja dela. Kako bo letos, koliko nagrajencev, morda po osebnih ne bi zdaj, ali pa tudi, ali boste imeli tudi častno občanko, občana? Ne, letos ni bilo predloga za častnega občana oziroma občanko. Sigurno je bilo pa tako kot nekje klasično, podelimo na taki seji 3 oktobrske nagrade in pa 3 priznanja občine Brežice. Seveda to občinski svet že pred sejo na enem od svetov občinskih izvoli. V letošnjem letu so bili to Anica Kranjčič, poznamo jo predvsem v Sromljah, aktivna v delovanju kmečkih žena oziroma predvsem turističnega društva Sromlje. Potem Marjan Cvetkovič, podjetnik iz Dobove, ki je ustanovil Toplice Paradizo. Jaz moram reči, da se izjemno razvija in je tudi Dobovi sami dal kar neko novo vsebino, kajti s tem, ko je bila preteklost Dobova predvsem obmejna, nekako bolj proizvodna, sedaj postala tudi zanimiva za turizem. V tem trenutku zaposluje že 30 ljudi, naredil je bazene, wellness in ima tudi načrte še za naprej in zaradi tega tudi krajevna skupnost ga predlagala za nagrado in seveda občinski svet ga tudi soglasno podprl. Potem pa tudi Simona Rožmac-Strnad. Njo zelo dobro poznamo kot kulturna delavko in pa predvsem voditeljico Vive že 20 let. Vemo, da Viva, pevski zbor, je eden najboljših v Sloveniji. Dobil je tudi priznanja evropska in seveda ob 20-letnici je tudi ona prevzela občinsko nagrado. Poleg tega pa so še priznanja, to so Motoklub Škorpijon, ki že 20 let prireja predvsem motoristične sprejeme in seveda ob tem tudi dela precej za promocijo cele občine. Rokometni klub Dobova, ki ima letos 50 let svojega delovanja, in pa podjetje Fomex gradbeništvo, tudi podjetje, ki se razvija. Tu še treba pa posebej poudariti, da Marjan Cvetkovič je svojo nagrado odstopil v korist bolnišnice Brežice, seveda bil pa vesel, kajti poleg nagrade dobiš tudi priznanja in seveda je pa bil vesel priznanja, da smo se ga tudi spomnili ob nagradah in pa priznanjih tudi podjetnika, ki dela precej za razvoj kraja. No, zanimivo, ker precej ljudi boste nagradili, kar je verjetno tudi prav. In s tem seveda v občini izkazujete, da ste pridni, da ste aktivni. Pa vendar ste pristopili k rebalansu proračuna čemu? Ja, glejte, rebalans proračuna je praktično skoraj vsako leto, kajti nikoli ne moreš v začetku leta vse predvideti. Seveda letos je še posebno bilo, kajti vemo, da z zakonom o uravnoteženju javnih financ se zmanjšala tudi primerna poraba občinam, občini Brežice približno za 150 tisoč evrov. Vemo, da je v letošnjem letu tudi bilo manj prodanih nepremičnin, kajti v tem času je skoraj nemogoče, da boš prodal neke nepremičnine oziroma neke razprodaje si ne želimo, kajti niti ni potrebno v občini Brežice. In pa bilo je tudi nekaj manj projektov. Projekt hidravličnih izboljšav, ki smo ga predvidevali, da bomo ga že v letošnjem letu dobili odobrenega, še ni. To gre za predvsem zamenjavo salonitnih cevi in pa povezavo vodovodov, regijski projekt na koheziji. Prav zaradi tega seveda so se nam zmanjšali tudi prihodki. Moram pa reči, da so se nam pa žal ponovno povečali tudi določeni odhodki. To gre predvsem na teh pomoči in pa oskrba v zdravstvenih domih, tudi druge socialne pomoči, ki se kljub temu, da seveda v tej državi nekako govorimo, da treba zmanjšati to porabo, se še vedno povečuje in seveda tu je prišlo do razkoraka. Poleg tega pa moram reči, da smo med letom dobili še tudi 2 odobrena evropska projekta, kjer smo pa dobili dodatna sredstva. To je šlo za remedisanost preko IPE skupaj z hrvaškimi partnerji.
in pa mednarodne glasbene delavnice. Prav tako je prišel denar z dodatnim in seveda tisto smo morali vključiti v proračun, tako prihodke kot odhodke. Tako da ne glede na vse, jaz lahko rečem, da kljub vsem tem v tem trenutku ne najboljšim napovedim se bistveno nam ni proračun sprijel, kar seveda pomeni tudi, da smo ga realno načrtovali. Zmanjšal se nam je nekje za 2%. Zmanjšalo se nam je približno tudi odhodki za 1 milijon, vendar ne glede na to treba povedati, da je še tudi to kar precejšen uspeh, da smo zmanjšali tudi predviden kredit. Imeli smo predviden kredit v letošnjem letu 1 300 000, zdaj ga bomo vzeli, vsaj predvidevamo, največ do milijona. Pa kljub temu, da smo praktično športno dvorano popolnoma poplačali, ker to je bila res veliki zalogaj, treba povedati, da 6,5 milijonov, praktično skoraj vse lastna sredstva, 1 milijon, od tega smo samo dobili na razpisih in to, da smo praktično nekje brez dolgov, je kar velika stvar za občino Brežice. Seveda s 25 000, skoraj 25 000 prebivalcev imamo v tem trenutku nekje samo okoli 5 milijonov kreditov, kar je na prebivalca daleč najmanj, tako v Posavski in Dolenjski, pa tudi v slovenskem merilu. In seveda to nam daje tudi še vedno neki zagon in možnost za investicije v prihodnosti, kajti znamo evropska sredstva črpati, pomembno je pa, da poleg evropskih sredstev imaš nekje še lastni del zagotovljen in mi zaenkrat še imamo tu kar nekaj proste svobode. Se evropska sredstva, veva oba, ne morete črpati brez lastnega vložka. Ko sva ravno pri investicijah oziroma vlaganju, v prihodnje se vam obeta velika državna investicija, to je gradnja hidroelektrarne Mokrice, ki bo ne nazadnje tudi vplivala na vaše okolje. To je sicer državna investicija, pa vendar nadzor boste zagotovo držali tudi v občini, saj ne nazadnje je to prostorski interes vaše občine. Ja, definitivno, pa ne samo Mokrice, hidroelektrarna Brežice se bo že začela praktično drugo leto graditi, hidroelektrarna Mokrice sprejema državni prostorski načrt. Seveda tu je že zelo pomembno, da se sprejme državni prostorski načrt takšen, ki je tudi v večini usklajen z nekakimi razvojnimi idejami občine in moram reči, da kar se tiče hidroelektrarne Mokrice smo občinski svet dal pozitivno mnenje, hidroelektrarne Brežice je dal pozitivno mnenje in ta uredba je že sprejeta. Zdaj imamo pa glih javno razgrnitev za hidroelektrarne Mokrice, kjer je tudi občinski svet dal negativno mnenje, predvsem zaradi tega, kajti zelo veseli smo res, da so se na nek način pospešile hidroelektrarne, kajti vemo, da umeščanje je zadnje 3 leta popolnoma zastalo. V lani smo imeli občutek, da prejšnja vlada ni imela nekega resnega interesa graditi te hidroelektrarne. Zdaj novo vlado se je ta stvar pospešila, vendar definitivno te stvari so se pa, vsaj nekatere, ki so jih načrtovali, so bile prenahitro notrdane, niso bile usklajene z nami in tudi veliko pripomb je z strani krajanov javna razgrnitev naredila. Moram reči, da tu v Mokricah je še večji problem, kajti ostale so neke nerešene stvari že iz preteklosti, od tega, da so bili neke melioracije narejene v preteklosti, pa niso nikoli ljudje dobili odplačene zemljišča. Potem pri avtocesti so nekateri ljudje ostali vkleščeni, pa so vedno pričakovali, da bodo hidroelektrarnam. Tudi poplavna varnost ni bila najbolje razjasnjena, s tem, da še vedno je tudi ta natura, ki jo umeščajo v Savo, nam onemogoča določene ureditve, da bi bile tako, da bi bila poplavna varnost in prav zaradi tega seveda v tem trenutku da občinski svet negativno mnenje. Jaz upam, da to samo pomeni to, da bodo ti državni organi se zdaj še bolj pospešeno usklajevali z nami, da bomo na koncu našli tako rešitev, ki bo sprejemljiva seveda za državo in pa predvsem za nas v lokalni skupnosti in pa ljudje, ki bomo v tej hidroelektrarni živeli. To treba še enkrat poudariti. Hidroelektrarna se umešča za 100 let in tisto, kar zdaj ne bo narejeno,
več v prihodnosti ne bo in seveda, če zdaj ne narediš, ne vem, enega mosta pa obvoznico, jo več nikoli v življenju ne boš in ti boš potem bil praktično za naslednjih 100 let omejen z razvojem in zaradi tega seveda je treba biti tu še bolj pazljiv in stvari tako narediti, da ne boš s tem, ko boš umestil hidroelektrarne, na druge strani pa naredil dodatne težave predvsem svojim občanom. Zdaj pa vas bom nekoliko drugače vprašal. Kot župana in kot predsednika sveta regije Posavje, kakšen je vaš pogled na sedanji in pa seveda prihodnji razvoj regije? Ja, zdaj, kar se tiče regije, seveda vemo, da mi v Sloveniji smo te regije nekje pustili na pol razvoja. Nekje smo imeli želje v preteklosti, da bi se regije razvile, potem vemo, da so občine ostale. Na eni strani imamo velike občine, srednje, male, vendar ne glede na to, kar se tiče regije Posavje, jaz moram reči, da mi, ne glede na to, da se včasih v javnosti kreše drugačne mnenja, smo bili zelo učinkoviti in pa tudi enotni pri črpanju evropskih sredstev. Tu smo bili res izredno učinkoviti, moram reči, da 30 milijonov sredstev, ki jih imamo na razpolago za spodbujanje regij, bomo 100% porabili. 23 milijonov smo jih že, 7 jih pa še zdaj predvidevamo v drugem letu. In tu je bilo pomembno, da smo se res vsi župani na hitro poenotili preko razvojne agencije te stvari speljali. Zdaj smo in če lahko povem, je približno, se rečemo, od 30 je že 23 milijonov bilo realiziranih projektov, 7 jih še predvidevamo za drugo leto. Seveda zdaj pred nami je tudi pomembna naloga, da sprejmemo nov razvojni program za naslednje leto od 2014 do 2020. Nekje po zadnjih informacijah je že povedano, da nas tudi nekje pripada okoli 22-23 milijonov evrov denarja za investicije in seveda od nas je zdaj odvisno, da nekje na svetu regije do konca tega leta sprejmemo razvojni program, ki bo omogočil potem črpanje v naslednji finančni perspektivi. Seveda poleg teh 23 milijonov bo še ponovno kohezija, energetska učinkovitost in podobno, tako da jaz seveda si obetam kar precej v prihodnosti predvsem razvoja na osnovi teh evropskih sredstev in jaz mislim, da smo v Posavju ekipe dobro zrealizirali, to se tudi kaže potem, da smo med uspešnejšim po črpanju evropskih sredstev in ne glede na to, da nam nekako napoveduje težke čase, jaz vidim prihodnost Posavja predvsem v tej obliki in jaz verjamem, da vsaj do leta 2020, če ne bo nekaj bistvenega v tem svetu se spremenilo, ima Posavje dobro perspektivo. Lepo, ne? Tu, kot ste dejali, še posebej dobra organizacija pada na izkoristek evropskih sredstev, ki pa seveda ta vrata se počasi zapirajo in verjamem, da boste tudi v Posavju kos tem izzivom. Je pa še eno drugo vprašanje, ki je verjetno nekoliko lažje. Kot vem, gospod župan, ste eden izmed 3 kandidatov, ki kandidira v državni svet. Odkje ta volja in kako pravzaprav vidite svojo vlogo v državnem svetu? Ja, res je tako. Jaz moram reči, da v letošnjem letu nekako na skupnosti občin Slovenije je prišla pobuda, da bi bilo smiselno, da pride v državni svet čim več županov z različnih regij, kajti vemo, da v preteklosti so bili župani v parlamentu. Zdaj seveda je to ni več združljivo in prav želja je bila skupnost občin, da bi bili župani prišli v državne svete in na tak način poskušali vplivati tudi na zakonodajo, predvsem ki se sprejema na lokalnih nivojih. Seveda vemo pa, da večina zakonodaje, ki jih država sprejme, se več ali manj potem nekako prenaša preko občin, pa naj bo to socialna, ali naj bo to razvojna, ali naj bo kohezijska, bilo kaj. In prav zaradi tega nekako sem se tudi sam odločil, da kandidiram za državni svet. Zdaj seveda tudi treba vedeti, da so v tem trenutku 3
smo kandidati, vsaka občina ima svojega, vendar v preteklosti smo se vedno nekaj držali navodila, da pride vsako leto naslednja občina in v letošnjem letu bi morala vsaj, če bo se ta pravila držala medsebojnega dogovora v Posavju, biti občina Brežice. Jaz upam, da se bojo tudi predvsem v Krškem in pa Sevnici tega dogovora v preteklosti držali, kajti vemo, da v preteklosti je bil državni svetnik iz Brežic, potem Sevnice, z Krškega in zdaj naj bi bil nazaj v Brežic. Seveda treba povedati, da zadnje leta tu igra tudi ne samo dogovor županov, ampak igra tudi v ozadju politika. Jaz upam, da tu bo tako ključno vlogo odigrala politika, predvsem ljudske stranke in pa seveda ministra Bogoviča, ki ima še vedno glavno vpliv v Posavju. Jaz upam, da se bo on tudi tega dogovora držal, kajti pred 5 letom, ko smo volili državnega svetnika iz Krškega, je bil zelo strikten in je vedno zahteval, da se tega držimo in jaz upam, da bo zdaj tudi enako se držal tega, ko gre za Brežice. Torej, je vaše mnenje, da državni svet kljub temu ima, ali temu rečem, svojo ustavno in politično moč? Glejte, v tem trenutku ima, do spremembe ustave ni prišlo. Seveda pobude so bile, če bi prišel državni svet, se razformiral, da bi dobil neko drugo težo ali županje ali kdo drug in seveda glede na to, da je zdaj ta ostala, je smiselno, da smo zraven in da poskušamo na tak način vplivati malo na zakonodajo. Konec koncem ima določene pristojnosti državni svet in prav je, da smo župani na nek način vključeni, kajti še enkrat poudarjam, večina zakonodaje, ki jih država sprejme, se izvaja v občinah. Na koncu mi smo tisti najbližji župani in pa občine do ljudi. Težko je priti do predsednika države, navadnim občanom ali do ministra, do župana pa praktično lahko pride skoraj vsak in to je tudi, mislim, da najboljši način, da lahko vsaj z svojim mnenjem vplivamo koliko toliko na sprejem zakonodaje v tej državi. Gospod župan, na koncu najnega pogovora mi dovolite, da vam, vašim sodelavcem, predvsem pa občankam in občanom v imenu naše televizijske hiše iskreno čestitam ob občinskem prazniku ter vam zaželimo še naprej obilico poslovnih in osebnih uspehov. Tako da naj bo vaš napredek kljub težkim časom kar se da, čvrst in neomajan. Ja, hvala tudi vam. Seveda, kar se mene tiče, jaz sem že povedal, da vidim še kar veliko možnosti za razvoj Posavja in pa občine Brežice in seveda ob te priložnosti tudi čestitam vsem našim občankam in občanom v prazniku in jih vabim, da še ta vikend pridejo na te naše prireditve. S tem seveda bojo popestrili te prireditve, se lahko družili in konec koncem tudi nekako dali svoj pečat našem občinskem prazniku. Cenjeni gledalke in gledalci, to je bila oddaja Pokličite župana, v kateri smo gostili župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Hvala, če ste bili z nami in seveda še naprej vam želimo prijetno spremljanje programa televizije Vaš kanal.